Ne vem, kaj je bil. Kaj je počel? To je zame popolnoma nenavadno. Popolnoma nenavadno. Ves čas smo raziskovali izginotje upokojenega generala letalskih sil Williama Neila McCaslanda, kaj ne? To je nekaj novega. To je posnetek telesne kamere začetka iskanja, začetka njegovega izginotja. Predvajali vam bomo ključne trenutke in kako se ti ujemajo s to uganko. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Preden sploh začnem s tem posnetkom, moram najprej opisati prizorišče. Februar 2026 v Albuquerqueju, Nova Mehika. Ženska se vrne domov z zdravniškega pregleda. Odsotna je bila manj kot 1 uro. Njen mož, upokojeni generalmajor letalskih sil, je izginil. Še ni nič nenavadnega, morda je šel na sprehod, a potem začne iskati. Njegov telefon je na pultu izklopljen. Pametna ura je priključena v kopalnici. Srajca, ki jo je nosil, ko je odšla, visi v omari. Preoblekel se je v nekaj drugega. Ne ve v kaj. In njen mož, to je William McCaslin, upokojeni generalmajor letalskih sil, ki je vodil raziskovalni laboratorij na letalski bazi Wright-Patterson. O njem govorimo. Ista baza, za katero teoretiki zarote že desetletja trdijo, da so v njej shranjevali razbitine iz Roswella. Verjetno ste že slišali teorije, NLP-ji, vladne skrivnosti, ampak trenutno imamo nekaj, kar presega vse to. Popolnoma novi posnetki z telesnih kamer šerifovih namestnikov, ki so se odzvali na njegovo izginotje. Ima zelo zaupno varnostno dovoljenje. He was the head of Air Force Research Lab, to the point the man's names are in the UFO documents that are fixed to be released. He's in that in-depth, so he has a very high security clearance. In če se spomnite, William Neil McCasland je star 68 let. Kot sem rekel, je upokojeni generalmajor ameriškega vojnega letalstva. To ni nek naključni človek, ki bi se izgubil. To je nekdo, ki je 34 let delal na eni izmed najbolj občutljivih tehnologij, ki jih ima vojska. Astronautski inženiring, nabava vesoljskih sistemov, nacionalni izvidniški urad, ljudje, ki se ukvarjajo z vohunskimi sateliti. In na koncu je prevzel poveljstvo raziskovalnega laboratorija letalskih sil na letalski bazi Wright-Patterson v Ohio. To je isti laboratorij, za katerega so teoretiki zarote desetletja trdili, da hrani ostanke iz Roswella. Letalske sile tega nikoli niso potrdile. Ne glede na teorije zarote, tukaj je, kar dejansko vemo o tej situaciji. 27. februarja, v četrtek zjutraj, po podatkih šerifovega urada okrožja Bernalillo, okoli 10 ure dopoldne. Serviser pride na dom McCaslina na Quail Run Court v Albuquerqueju, po dogovorjenem terminu vstopi v hišo, se pogovarja z McCaslinom, to je potrjeno. In približno 1 uro kasneje, ob 11:10, njegova žena Susan odide na zdravniški pregled. Vrne se malo po podnevu, ob 12:04 njega ni več. In na prvi pogled morda je šel ven na sprehod. Je navdušen ljubitelj narave, hodi, kolesari, smuča, dobro pozna pobočja Sandija. Potem pa začne iskati naokoli. Njegov telefon je še vedno na pultu. Njegova očala z dioptrijo so tam. Pametna ura je ostala tam. In njegova oblačila, vedela je, kaj je imel oblečeno, ko je odšla. Ta oblačila kasneje najde v omari. Torej se je očitno preoblekel v nekaj drugega, nekaj, česar ona ne prepozna. Zato pokliče 911 in takoj reče nekaj, kar te popolnoma pretrese. Tukaj je April, kako vam lahko pomagam? Pozdravljeni, April. Moje ime je Susan Wilkerson, moj mož pogrešan. V redu, pogrešanje približno 3 ure. In imam nekaj znakov, da je verjetno načrtoval, da ga ne bi našli. Pustil je svoj telefon, preoblekel se je v ne vem kaj, mislim, da je peš. Vsi naši avtomobili in kolesa so v garaži. Odšla sem na zdravniški pregled okoli 11:10 in takrat je bil še doma. In ko so se opoldne vrnila, ga ni bilo več. Izklopil ga je in ga pustil doma, kar se zdi precej namerno, saj ima vedno s seboj svoj telefon. Ima pametno uro. Ne vem, ali jo ima s seboj ali ne. Ali je to že kdaj prej naredil? Nikoli. Ničesar, niti približno podobnega. Je upokojeni generalmajor letalskih sil, je zelo odgovoren, vendar se sooča tudi z nekaterimi zdravstvenimi težavami. Imate... Kaj videoposnetkov doma? Ni. Ali so mu diagnosticirali kakšne duševne motnje ali kaj podobnega? No, obiskujeva zdravnika tako za telesno kot duševno zdravje, zaradi tesnobe, kratkotrajne izgube spomina in pomanjkanja spanja.
Isti zdravnik, pri katerem sem bila danes. Ali ima pri sebi kakšno orožje? No, običajno ne. Ima sef za orožje in šla sem pogledat v sef, da bi videla, če kaj manjka, ampak nisem mogla ugotoviti, če kaj manjka. Ima kar nekaj pištol in pušk. Razen tega, da je rekel, če se mu možgani in telo še naprej slabšajo, noče živeti tako. Ampak zdelo se mi je, da je šlo samo za tisto sovražim, kako se to odvija, ker sem mu rekla, ja želiš, ja želiš. Po redu, poslali bomo nekaj šerifovih namestnikov, da se pogovorijo z vami, malo preiščejo in ugotovijo, kaj se dogaja, prav? Seveda, najlepša hvala, ni za kaj. Toda preden so namestniki sploh prispeli, preden se je kamera na telesu vklopila, je njegova žena naredila nekaj drugega. Tako je šla v javnost na Facebooku. Medtem ko je iskanje še potekalo v prvih urah, je objavila prošnjo za pomoč. In ko so se začele pojavljati teorije, je ponovno objavila, tokrat se je neposredno odzvala na govorice. Citiram: upokojil se je iz letalskih sil pred skoraj 13 leti in od takrat ima le povsem običajna varnostna dovoljenja. Zdi se precej neverjetno, da so ga odpeljali, da bi iz njega izvlekli zelo zastarele skrivnosti. In tudi ona se je dotaknila povezave s NLP in dodala to deloma kot razlago, deloma sarkastično. Res je, da je Neil imel kratko povezavo z NLP skupnostjo prek Toma DeLonga, nekdanjega pevca skupine Blink 188 in ustanovitelja organizacije To the Stars. Neil je nekaj časa sodeloval s Tomom, kmalu po svoji upokojitvi iz letalskih sil kot neplačani svetovalec za vojaške in tehnično-znanstvene zadeve, kar je bila Neilova izbira, da bi Tomovi leposlovni knjigi in medijskim dejavnostim dodal verodostojnost. Neil nima nobenega posebnega znanja o telesih nezemljanov in razbitinah iz rozveljske nesreče, shranjenih na Wright Pat. Čeprav je na tej točki brez kakršnega koli sledu o njem, morda najboljša hipoteza ta, da so ga nezemljani teleportirali na matično ladjo. Vendar pa ni bilo prijavljenih nobenih opažanj matične ladje, ki bi lebdel nad gorovjem Sandija. Ja, ta objava je bila objavljena nekaj dni po njegovem izginotju, medtem pa so bili namestniki že na poti do hiše. In prvi klic, ki ga je naredil detektiv, ni bil namenjen iskanju po gorah. Bil je namenjen ženski, ki je večerjala z McCaslinom prejšnjo noč. Ja, tako da sem poklicala, da bi stopila v stik z vsemi. Pravzaprav zdaj vstopam v njegovo najljubšo kavarno, da vidim, ali so ga videli. Torej, sodelujem z gospodom McCaslinom pri organizaciji Kirtland Partnership. On je član upravnega odbora. Je upokojeni general iz raziskovalnega laboratorija letalskih sil. In četrtek zvečer sva večerjala v Cervantesu ob ulici Gibson. Ob 6 s pripadniki vesoljskih sil. In kaj sem opazila? Bila sem šokirana danes zjutraj, ker sem videla opozorilo, ker sem v četrtek zvečer opazila, da ni bil tak kot običajno. Bil je nekako zamišljen in tih. To se zgodi ljudem, zato temu nisem pripisovala posebnega pomena. Odpeljal se je s svojim vozilom in potem poklicala sem vojaško varnostno službo v Kirtlandu, samo da premerim, če ni uporabil svoje kartice tam. In je ni. Ni vstopil na bazo. In oni bodo. Ampak, kolikor razumem, najprej naj vam povem tole. Torej, v četrtek zvečer je nosil modro-belo črtasto srajco z ovratnikom na gumbe. In nosil je majhno značko z imenom, svojo KPC značko z imenom. In tako. Koliko razumem, je zapustil hišo, njegova žena ni vzela ničesar, bila je na tekaški stezi, njega pa so nazadnje videli ob 11. včeraj. Prav. Ali ima kakšno varnostno dovoljenje ali kaj podobnega? Ima zelo zaupno varnostno dovoljenje. He was the head of Air Force Research Lab. To the point, the man's names are in the UFO documents that are fixed to be released. He's in that in-depth, so he has a very high security clearance. Zdaj doma policist govori z gospo McCaslin in ona začne sestavljati časovni potek. Samo želim si, da bi vedeli, zdravnik mu je dal napotnice k nevrologu, gastroenterologu in psihologu. Ampak to je bilo šele prej ta teden. In kaj potem?
Je razlog, da gre k zdravniku in dobi tiste napotnice, karkoli že je. Poleg nekaterih fizioloških sprememb v zadnjih 2 ali 3 mesecih, kot je to, da se mu je notranji mehanizem za uravnavanje temperature popolnoma zmešal, se ves čas poti. Kar za fanta, ki obožuje smučanje in je spal na snegu in v bivaku reči, ni dobro. Tako da Demenca ni. razlog za skrb. Imeli anksioznost. Imel je težave z dihanjem, kar bi opisala kot miselno meglo in kratkotrajno izgubo spomina, zagotovo. Odstopil je iz upravnega odbora, v katerem je bil v Washingtonu, ker je rekel, da preprosto ni mogel slediti temu, o čemer so govorili. Potem šerifov pomočnik vpraša o orožju. Ali imate kakšno orožje, ki ga hranite doma? Da, imamo kar nekaj pušk in pištol, ki so v sefu za orožje. Bi vedeli, če bi katera od njih manjkala? No, mislim, preverite sef za orožje. Prva stvar, ki sem jo opazila, je bila, da sem morala vzeti ključ, da bi ga sploh odprla, ampak je bilo odklenjeno, vendar zaprto. Ampak pogledala sem noter in nisem mogla ugotoviti, nič ni očitno, kaj bi lahko manjkalo, ker ne vodim evidence. Spet sem ga videla. Tako prosti, ko jih je veliko, je pač tako. Ja. Nekakšni zgodovinski primerki, ampak ima funkcionalno orožje. Potem detektiv na kraju dogodka začne spraševati, kam bi lahko šel. Ali je kakšen kraj, kamor mora iti? Naprimer, ali mora jesti ali iti na stramišče? No, vozila sem naokoli in imamo prijateljico, ki živi približno 2 kilometra stran, in peljala sem se do njene hiše ter potrkala na vrata. Imamo ključ od njene hiše, vendar je ključ tukaj v spalnici, ona pa je zdaj v Kansas Cityju. Wow. Torej, Kaj je? Kdaj ima on rojstni dan? ja, razumem. On ima 68 let. Kaj? Zdaj, Ali ima dokumente iz Nove Mehike? Če preverim njegove podatke, se bo to pokazalo tukaj, v evidenci vozniških dovoljenj Nove Mehike. ja. Imam dovoljenje. V redu. In so tam kakšne poti ali sledi, naprimer stopinje? No, veš, peljala sem se v Lanier, mislim, vozila sem se po naši soseski, bila si pri. Mislim, ja, mogoče se je povzpel po poti La Luz, zato bo verjetno vzel tramvaj nazaj. Čudno je, da bi to pustil in zato Je to popolnoma nenavadno zanj. popolnoma izven. Njega. In potem njegova žena omeni nekaj, kar je omenila že v klicu na številko 911. Tukaj pa doda še več podrobnosti. Potovanje, na katerega bi moral iti prijatelji, in to, zaradi česar ga je skrbelo. Mislim, videli boste vse priprave po hiši. Naslednji teden bi šel v gorsko kočo na turno smuko z 17 prijatelji. Wow. Kraj, do katerega prideš na smučeh. Tako da je bilo povsod hrana in oprema ter vse mogoče stvari, ki jih je pripravljal zanje. Ampak skrbel ga je, da ga bo njegovo telo med tem potovanjem pustilo na cedilu. Potem so se vprašanja obrnila k temu, kako se počuti McCaslin. Ste opazili recimo njegov način razmišljanja? Je bil kaj drugačen? Je danes kaj drugače? Danes je vzel zdravilo, ki mu ga je zdravnik predpisal sinoči in naj bi mu pomagalo spati ter pridobiti na teži. Izgubil je približno 9 kg brez razloga. In z anksioznostjo. In danes se je zbudil in rekel, no, bolje sem spal, ampak je kot posledica hudega mačka. Sem kar zmeden, ne morem se spraviti k ničemur. In kot sem rekla, je bil zelo navezan name. Želel je, da sem ves čas ob njem. In imel je nekaj težav z duševnim zdravjem, sicer pa ima dobro duševno stanje. Je zelo, zelo fizično aktiven in je imel vedno zelo bister upokojeni general-major iz letalskih sil, doktor znanosti iz MIT-ja. Pozdravljeni.
in čuti možgansko meglo. Mislim, da je čas, da prenehamo. Ja. Kaj je to? Njegovo ime je William Neil McCaslin, pravijo mu Neil in tudi S-A-N, C-A-S. A-N-G. Torej, danes je bil precej potrt in nekako navezan name, kar je nenavadno. In imela sem zdravniški pregled, spomnim se, da sem pogledala na uro v avtu, ker sem imela pregled ob 11:10. Tako sem bila nazaj okoli poldneva in njega ni bilo več. In našla sem njegov telefon, ki je bil izklopljen in puščen na njegovi polici. Njegovo pametno uro sem našla priključeno v kopalnici. In vsi avtomobili so tukaj, kolesa so tukaj, torej mora biti nekje drugje. Našla sem srajco, ki jo je nosil, ko sem odšla, našla sem oblačila, očala, ne vem, kaj je nosil. Torej, to je del, kjer namestnik ponovno preveri nekaj, kar bi lahko pomagalo. GPS napravo. McCaslin je imel eno za izlete v naravo, vendar njegova žena preveri. In kaj najde? Misliš, da bi to lahko imelo GPS sledenje? Dvosmerna radijska postaja. Ali pa je to njegov lavinski oddajnik. Ko glejmo, to ni moj. To nima. Kaj je InReach? InReach je v bistvu satelitski komunikacijski mobilni telefon. V redu. Vsakič, ko pošlje sporočilo, sporoči tudi lokacijo. In ko prejmeš sporočilo, se lahko vrneš nazaj in celo klikneš na povezavo, ki ti pokaže sled, po kateri si hodil. Tako je, naprava komunicira z GPS-om. In prav tako omogoča sledenje hišnim ljubljenčkom preko satelita. Ja, kar berem na internetu, pravi, da to nima nobenega GPS-a ali česa podobnega. V redu, torej je to njegov lavinski oddajnik. Je mogoče, da ima s seboj? Ker je namerno pustil svoj telefon in uro. Medtem so policisti govorili tudi s sosedi, trkali na vrata in iskali kamero, ki bi lahko posnela, kam je šel McCaslin. In eden od sosedov omeni tunel, to skrito pot, za katero večina ljudi sploh ne ve. Ko hodiš po tej poti od semaforja San Rafael in potem greš naprej, je spodaj odličen tunel, ker so vsi. Zgradili so nova stanovanja in stanovanjske bloke, a nekaj takega na zahodni strani. Prav, torej je to tam verjetno šele 3 ali 4 leta. Meni se zdi, kot da je bilo včeraj. Ja. Ampak, ko smo prvotno začeli, sem delala na veliko poteh in vseh teh stvareh, ter na lučeh in osvetlitvi, skupaj z okrožjem in podobno. Prav. Tako da, ko smo naredili to tramvajsko pot, je na črnem asfaltu tudi nekakšen majhen prostor za hojo, kjer lahko greš tudi dol nekako v ta jarek tukaj. V redu, v redu. In spodaj razlog, zakaj so vsi odmiki takšni, kot so, je ta, da je spodaj tunel, ki smo ga naredili posebej za jezdeca na konju. Ker v starih časih je bilo to območje North Albuquerque Acres, kjer so imeli vsi konje. Tukaj zgoraj pa živiš samo s klopotačami. Ampak tam... Veš, tisti s konji. Tako imamo ogromen tunel spodaj, skozi katerega lahko jezdec gre. 2 jezdeca lahko jahata nekako drug ob drugem na konju in gresta skozi tisti tunel, prav od tiste strani. In gre spodaj. In ta pot je poleg črnega asfalta je samo nekakšen majhen klanec navzdol za hojo. In tam je ogromen tunel, skozi katerega lahko jezdeci pridejo s svojimi konji. Potem se sredina poti dvigne in prečka Sims Park Road na mestu, kjer lahko jezdec potem jezdi naprej v Eleno Gallegos. Potem sosed doda še nekaj. Opozorilo o tem, kam vodi ta tunel in kdo bi zdaj lahko živel tam spodaj.
To sem slišal od nekaterih ljudi. Pume, medvedi, vse. Ampak medvedi, ne vem, če so se že zbudili, ampak ptice, veliko jih je. Ampak to ni nenavadno mesto, kjer vseeno. Ampak če bi hotel iti dol po poti, po črni asfaltni poti, pod tistim tunelom, me skrbi, da bi se tam naselili brezdomci, ker je tam spodaj verjetno kot stanovanje. Ali tam spodaj kdo živi? Nisem še bil tam spodaj, ampak verjetno ni tako. Želim iti preveriti, ker mislim, da obstaja mreža, za katero sploh ne vemo. Mislim, to je odlično zaščiten predor, ker je bil narejen za konje in jezdece, da gredo skozi. Avtomobili pa gredo čez most tam zgoraj. Rekel bi, da je to približno edina stvar. In to je tista, ki je ravno nasprot nove, vidiš, kjer pride ven San Carlos Park Road. In to je mesto. To je Atlanta Gallegos Trail. To je cesta Atlanta Gallegos, ki vodi gor v divjino. Policija se pogovarja tudi z drugim sosedom. To je moški, ki je včasih delal z Neilom McCaslinom. In to, kar pove o generalu, ustvari zelo specifično sliko. Ja, bil je moj šef, je upokojeni general. Letalske sile. Ne, nisem ga videl že celo večnost. Mislim, vidim ga enkrat, nisem ga videl. Mislil sem, da sem pred enim ali 2 dnevoma videl Suzano, njegovo ženo, kako hodi po dovozu, ampak njega nisem videl. V redu. Moj bog. Prav. Vozi se v tistem rumenem športnem avtu, ima pa tudi Range Roverja, kot vozilo za afriški safari. Prav. Veš, kaj mislim? Parkiruje zunaj. On je bil včasih moj šefov šef, kar je smešno. Ja, seznanil sem ga leta 2000, ko je obiskal Boston. Mislim, da so imeli tukaj hišo. In živel sem v Bostonu, on pa je prišel na letalsko bazo. V redu. In ga seznanil s projekti, ki sem jih imel. In bil je res strašljiv človek. Je doktor znanosti. Tudi jaz sem doktor znanosti, ampak on je doktor znanosti na nekem drugem področju, inženirstvu. Potem je vodil znanstveni laboratorij in je neverjetno pameten. Ja. In je resen in strog in če bi hodil, bi bilo nekaj narobe. Nekaj bi bilo narobe. Ja. Razen, če ne bi šel na sprehod in vzel kakšno tableto ali pa ga zadela kap ali kaj podobnega. Ampak potem je mislil, da bi bil tam na cesti. Ja. Bil bi na kolesarski stezi ali na poti navzgor. Tisti isti sosed, ki je prej delal za McCaslina, je omenil še nekaj drugega. Kamer. Poleg teh ljudi tukaj imajo majhen vhod, ki je ograjen, ampak imajo kamero na zvoncu. Tukaj. Ti fantje, takoj za tisto steno, imajo vhod na vrata in majhno teraso. Tako da imajo kamero, ki bi verjetno videla vratca, ki jih imajo. Mislil sem, da je to. Ni obrokov. Ne, to je naslednja hiša in potem večja hiša kot na hribu z ukrivljenim dovozom in videli boste dodatno kot. Tam je, pozamem, kako se reče, kot en velik Range Rover. Ja. In potem. Ja, in imajo ograjeno dvorišče in imajo psa, ki ga ne sprehajajo veliko, ampak po noči laja, ker lahko vidi skozi ograjo. Ja, kakorkoli. Ampak ja, on je 2 hiši stran. V redu. Neil in Suzy. Nazaj na začetku poti šerifovi namestniki ustavljajo pohodnike, jim kažejo fotografijo in jih sprašujejo, ali so videli koga, ki ustreza opisu McCaslinovega. In obstaja ena skupina, ki omeni moškega s palico za hojo. Iščem pogrešano osebo v svojem območju. Tako da imam sliko, nažalost pa ne vem, kaj ima oblečeno. Vidite, mislil sem, da imam sliko. Ja, tukaj je. To bo tisti v črni majici. Mislim, da ne. Ne, to ni bilo tako. To ni bil obok. Tako mi je žal. Vsem se ne zdi, da bi bil zgubljen. Ni se zdel zgubljen, ampak bil je en moški, je imel palico za hojo. Tako nekako je videti. Morda je, še nismo prepričani. V redu. Nisem prepričan, ali je samo grejski. Bile oranžne. Bil je zelo orientiran. Pred koliko časa je bilo to? Približno 1 uro nazaj. Morda 1 uro nazaj. Ja, bilo je čisto na začetku. Bi že bil tukaj spodaj. V redu, bil je na poti nazaj. Bil je verjetno 2-3 minute od vhoda. Je. Hodili po tej strani. Imel je modro srajco. Modro. Je imel modro kapo, podobno tvoji. Ja, moraš govoriti z njimi. Menja kapo. In sončna očala ter 2 pohodni palici. In 2 pohodni palici. In nahrbtnik. V redu, če vidite to osebo, samo pokličite in nam sporočite. Seveda. Se bom vozil naokoli. Cenim vašo pomoč. Hvala. Toliko. Medtem so namestniki nazaj z vodnikom policijskega psa in poskušajo ugotoviti, kje sploh začeti sledenje.
Težava je, da ne vedo, v katero smer je McCaslin zapustil hišo. Jaz jih delam in ne morem slediti, o čem govorijo. Zaradi česa bi bil samomorilen. Torej, Rekla je, da je rekla tisto nevrokulturno stvar, zelo težko premaša temperature. Ima veliko smučarsko kot snežno potovanje s 17 prijatelji in skrbi ga, da tega fizično ne bo zmogel. V redu. kaj pa finančno? Ne zaupam, da bi to šlo iz sobe. Je tam kakšna stiska? Ne poskrbiš, da bi domovo vodilno vprašanje bilo jasno? Mislim, da to že ni bilo vprašano. Ker je to tudi moja stvar, je kot... Želel sem vedeti natančno, ali on oziroma oni hodijo tukaj z moj na sprehod. Če hodi, je rekla, po tej poti. To je dolga pot, da prideš do tja. Ja, samo da prideš do prikolice, veš. Hoditi, morda bi ga lahko sledil s psom, ampak to bi moralo biti iz nekega mesta, kjer vemo, da je verjetno šozi. Torej, če je na zadnjem dvorišču in je stekel tja gor, bi ga lahko sledil vse do konca. Potencialni sledilec, z njim sem že sledil do 1 milje. Torej, jaz bom to naredil. Ja. Verjetno samo jaz, ker ne vem, če bo prečkal vse ceste, tudi on je delal v urbanih okoljih. Potrebujem umazan par nogavic. Ima oblačila, ki jih je nosila prej danes. To bi morda delovalo, to situacijo bomo upoštevali. Če bi lahko ugotovil, kje je točno odšel, recimo, če je šel skozi zadnje dvorišče in potem nekako šel gor po tej poti, bi lahko naredil kaj takega. Tega nikoli ne bi naredil. Prav. Torej, v bistvu ostaneš na ulicah. On bi tako ali drugače zapustil posestvo na begu. Če bomo začeli iskati, mislim, ali je fizično sposoben začeti skozi. Fizično je sposoben preplezati vse tiste poti v skalovju. No, potem bolj kot jaz. To sem naredil enkrat in dolgo nisem razmišljal, da bi to ponovil. V redu. No, on to naredi 2 ali 3 na leto. Dobro jutro. Potem bomo začeli pregledovati območje in se voziti naokoli ter videli, kaj bomo našli. Kot je privat že oseba, ki ste s tem sedela. Tako imamo vsi svežo sliko v glavi. Okay, perfect. His name again? Leo McCass. To je super. Jo želiš vprašati, katera oblačila je nazadnje nosil? Ne vem, če bom prišel do te točke. Če pride do tega, da ga bom lahko izsledil s svojim psom, te bom prosil za oblačila, ki jih je nosil. Prav, v redu. Potem bomo šli po tej poti. Ne. Dober kraj, kjer bi lahko začel, zato mislim, da trenutno tega ne bom mogel narediti. Ampak če pride do te točke, ga bom lahko sledil s svojim psom. V redu, prepričana sem, ker je Quail Run Court slepa ulica in lahko greš samo proti Treadwayu, da bi on odšel v tisto smer po Quail Runu. Operatorji dronov prav tako iščejo, vendar je teren brutalen. Eden od namestnikov šerifa pojasni, s čim se soočajo. Torej, naredni želi, da gremo preveriti drugo hišo. Hiša, o kateri govori. Aha, tista, v kateri so prijatelji, ja. Torej, čeprav jih ni več tam, če bi kdo lahko šel tja, bo zdaj poklical oddelek za pogrešanje osebe in videl, kaj bodo ugotovili. Torej, ona je samo... Rekla je, da če gre na pohod v bližini, ne bo šel na tisto območje. Ona pelje Marigot v San Rafael in San Rafael ves čas lovi ob obali, se vrača v soseske in gledajo gore na vaših poteh, prepričan sem, no. Ja, mislim, če bo pripeljal psa, da bi sledil, bi bilo to super. Pravi, da brez da bi vedel, katero. Ja. Prepričan sem, da je. Užibam 360 stopinj, ampak ja, če gre eden od vas v tisto drugo hišo. Ja, človek, bezvo. Ti, Gancija, hočeš? Graham. Po naslov. Kaž. Ne veš, oprosti. Torej. Ja. Tam mislim, brez da bi vedel in z... Že smo zvija, da je morda kolo. Ne vem, če ima kolo, ja. Rekel sem, da so bila vsa kolesa tukaj. So tukaj, v redu. Torej, tukaj so neki sveži od tisi. Ja, rekla je, da je on tak tip, ki je vedno zunaj, vedno hodi v hribe, vedno je na kolesih. Kot da je on rekla to. Idem te. Bilo bi kot. Ja, stari, šel bi do poštnega nabiralnika in bi rekel, utrujen sem, grem domov, stari.
Vedno se vračaš tja. Pravi, da je najverjetneje odšel bodisi skozi garažo ali stranska vrata tukaj. Jaz sem... Preverim tukaj. Ja, tukaj so videti samo zadnja dvorišča. Pa sem si mislil, no, samo... Ja. Stari, to... No, zato. Verjetno bi rekel, da je to povezano z tisto potjo, San Rafael, kot sem pravkar rekel. Se odpre. Do tistih poti, ki si jih gleda. To bi bila moja ugibanja. Želiš iti z državnim zaporom? Neil, kaj ne? To je William Neil. William Neil? Njegov primek je McCaslin. Si videl njegov sliko, ja. Sam, dnevi so se spremenili v tedne, iskanje pa se ni ustavilo. Po podatkih šerifovega urada okrožja Bernardo so pregledali več kot 700 domov, hodili od vrat do vrat, preverjali posnetke videodomofonov in varnostnih kamer, karkoli bi ga lahko ujelo pri odhodu. Operacije z droni, podpora s helikopterji, iskanje na terenu z iskalno-reševalnimi ekipami, enote s psi, konji, prostovoljci. Prečesali so vznožja hribov, poti, odprte površine okoli njegovega doma, pa še vedno nič. Potem pridemo do 7. marca. Več kot teden dni po začetku iskanja preiskovalci najdejo nekaj. Siv pulover ameriškega vojnega letalstva, približno 2 km vzhodno od McCaslinovega doma. Prevzamejo ga, obdelajo ga. Pri prvem testiranju niso zaznali krvi, vendar družina ni mogla potrditi, da je bil njegov. Po 2 tednih je šerifov urad objavil novo fotografijo McCaslina, svetlo-zelena srajca na gumbe. Preiskovalci so povedali, da verjamejo, da je to nosil, ko je izginil. Potrdili so tudi, kaj še vedno manjka. Njegovi pohodniški čevlji, denarnica, revolver kalibra 0,38 z usnjenim tok. Upokojeni generalmajor letalskih sil, doktor znanosti iz MIT-ja, človek, ki je nekoč poveljeval raziskovalnemu laboratoriju na bazi Wright-Patterson, isti bazi, ki je že desetletja v središču ugibanj o NLP-jih, še vedno ni bil najden. Tako da vam bom zdaj povedal, če ste bili v hribih blizu San Diega 27. ali 28. februarja, preverite svoje kamere, posnetke domofonov, kamere v avtomobilih, celo fotografije, ki ste jih posneli tisti dan. Morda je v ozadju. Namige lahko posredujete enoti za pogrešane osebe pri šerifovem uradu okrožja Bernardo na številko 505 468 7070 ali pa anonimno pošljete sporočilo prek tip 411. Pošljite sporočilo BCSO in vaš namig na 847411. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj v oddaji Sidebar vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosimo, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, moji oddaji News Nation, Jesse Weber Live od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.